Dobro jutro, tukaj je Valentin. Ura je 15 do 7. Danes bom pa govoril o pristopih do samospoznavanja, do izboljševanja razmer na svetu. Mnogo je bilo poskusov v zgodovini, da bi se stvari na tem svetu izboljšale. Mnogo je bilo modrecev, kot so Jezus, Buda in tako naprej. Ampak pravega učinka ni bilo. Mnogo je nekih gibanj, ki želijo stvari na tem svetu izboljšati, in vsak se trudi po svojih močeh. Zdaj, zakaj se stvari ne izboljšajo korenito, je v tem, ker so te pristopi premalo celostni in se preveč omejujejo samo na določene stvari, samo na določene delčke te realnosti. Oziroma ljudje nimajo popolnih informacij o tem, kako realnost deluje. Recimo določene, kot so duhovne poti, se osredotočajo večinoma samo na notranjo preobrazbo in zanemarjajo ta materialni svet. Potem nekateri ljudje zopet se osredotočajo samo na ta materialni svet in zanemarjajo notranjo dimenzijo obstoja, miselne in vedenjske vzorce, in se želi samo spremeniti zunanji svet, brez da bi se razumeli, kako mi soustvarjamo zunanji svet skozi naše notranje miselne in vedenjske vzorce. Po drugi strani pa tudi marsikdo ne razume, kako pa tudi zunanji svet preko vzgoje, preko denarnega sistema, preko odnosov tudi sovpliva na nastanek naših lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev. Torej vse skupaj je prepleteno in povezano. Potem se nekateri samo gledajo na omejen obseg delovanja, ga zanimajo samo svoje lastno življenje, svoje lastno doživljanje, ne brigajo ga pa širša realnost tega sveta, druga živa bitja in doživljanja drugih živih bitij. In potem imamo določene organizacije, kot so humanitarne organizacije, neke dobrodelne akcije, kjer se želi zopet samo izboljšati določen manjši problemček ali določen majhen del realnosti. Ali pa tudi recimo zanimivo je ta pojav, zdaj zelo aktualen, veganstva, ko se osredotoča zopet samo na živali in se razmišlja, da se bo z spremembo prehranskih navad odpravilo določeno trpljenje. Medtem ko ni problematika samo na tem svetu glede živali v tem smislu, da se jih izkorišča zaradi prehrane, ampak se izkorišča in povzroča trpljenje tudi pri ljudeh. Imamo ekonomsko suženjstvo, ki je posledica potrošniške družbe, egoizma, želje po čim nižji ceni, po čim hitrejšem dobičku. In zakaj bi se osredotočal samo na manjši delček realnosti? Ker dokler se osredotočaš samo na določeno omejeno perspektivo, potem se zgreši dejstvo, da je celotna realnost med sabo povezana. Da ni ločenega sistema, ampak da je vse povezano. Predvsem je povezano z denarnim sistemom, z globalnim izobraževalnim sistemom, z našimi miselnimi in vedenjskimi vzorci, ki jih prenašamo iz roda v rod. Ali pa recimo imamo na področju zdravstva specialiste za določene problematiko. Imamo recimo zobozdravnike, ki so specialisti na področju
zdravljenja zob, ne. Ali pa imamo ginekologe, ki so specialisti na področju rodil. Ampak nihče pa ne razume, kako je vse skupaj povezano. Kako so bolečine v zobeh recimo povezane tudi z določenimi miselnimi vzorci, kako so miselni vedenjski vzorci, programi zakoreninjeni v zobeh. Tega se ne ve. Ali pa kako so vzroki za bolečine večinoma in bolezni, kako so povezani z določenimi konfliktnimi miselnimi vzorci, ki s časoma potem sesuvajo energetsko stabilnost fizičnega telesa. Torej, ni celostnega pristopa. In zato vse, ki želijo resnično razumeti, kako stvari delujejo in ki želijo razmere na svetu učinkovito izboljšati, da se priključijo naši skupini Destiny, ki je globalna, raziskovalna in globalna skupina, ki proučujemo tako ta materialni svet, kot onostranstvo, kot zasmrtje. In to v vseh vidikih, ničesar ne zanemarjamo, in zato imamo tudi zelo podrobno in obširno izobraževalno gradivo, ki se tiče vseh delčkov življenja, vseh delčkov obstoja. In te informacije tudi prihajajo neposredno preko meddimenzijskega portala, iz ust, če temu tako rečemo, živih bitij, lahko bi tudi rekli temu bogov, stvarnikov, ki so soustvarjali to realnost, ta materialni svet, človeška fizična telesa, ki so programerji našega uma, umsko-zavestnega sistema, naših miselnih vedenjskih vzorcev, čustvenega odzivanja. Torej, lahko bi želim povedati, da gradivo pri Destiny je res celostno in fantastično. Marsikdo bi lahko se zares čudil, kako neverjetna, natančna in podporna gradiva imamo tukaj. In če bi si ljudje tega zavedali, bi z velikim interesom intenzivno izkoriščali ta znanja, ker to so res vrhunska znanja, ki prvič prihajajo na ta svet. Zaradi spoznanja, da je potrebno nujno spremeniti, ker se je skozi tisočletja poskušalo kompenzirati posledice, škodljive posledice določenega umetnega ustvarjanja ravnovesja, ampak se je videlo, da tako ne gre, da mora vsak človek, vsako živo bitje dobiti osebno spoznanje, osebno realizacijo in enakovredno podpirati enost in enakovrednost v stvarstvu. Da to ne more biti nadzorovano iz strani določenih živih bitij, ki igrajo vloge bogov, da nas imajo za neke vrste sužnje pod nadzorom, kot neke vrste lutke, da nas nadzorujejo preko duhovnega energetskega sistema, ampak da se mora vsak od nas stabilizirati, prevzeti odgovornost za vse, kar obstaja in enakovredno sodelovati kot enakovreden delček stvarstva. Vabim vas torej, da si pregledate povezave pod temi videoposnetki, da čim bolj intenzivno proučite gradivo Destiny, ker so to res vrhunske, najbolj znanstvene informacije o obstoju, o tem, kako celotno stvarstvo deluje. Hvala za pozornost in nasvidenje.